Tečemo, vsi tečemo. Torej, v kakšnem vzdušju je danes potekala koalicija, glede na to, da je bilo ta teden kar nekaj napetosti, tako zaradi zdravstvene ministrice, kot zaradi arbitraže, ste koalicijski partnerji danes kaj umirili žogo? Pozitivno, konstruktivno vzdušje na vrhu koalicije, pravzaprav zadnja koalicija v tej sestavi pred počitnicami. Kot veste, v Državnem zboru konec tega tedna odhajamo na počitnice poletne in se vračamo v začetku septembra. Tako da nekako v tej luči smo naredili en prerez tega, kje smo z obravnavami aktualnih zadev, kakšen je načrt potem tudi za tole vročo jesen, ki prihaja. Seznanili smo se tudi s stanjem aktualnim na področju financ predvsem in pa se srečali z ministrico za obrambo, ki nam je predstavila napredek na pripravi obeh temeljnih zakonov, sprememb zakona o obrambi in pa zakona o službi v Slovenski vojski. In koalicijsko enotno smo ji dali zeleno luč, da v prihajajočih dneh oba predloga predstavi tudi opoziciji. Ste se kaj pogovarjali o zdravstveni ministrici? Nismo se pogovarjali nič o zdravstvu oziroma o ministrici, smo pa seveda sprejeli sklep, da počakamo na odgovor ministrice na interpelacijo in da seveda potem tudi obravnavamo. Kdaj bo poseben vrh? O posebnem vrhu danes nismo govorili, kot rečeno, načeloma ni nobenih razlogov za to, da ne bi šli običajno na zaslužene počitnice in da potem spet nadaljujemo z delom, ko se vrnemo. Kar se tiče zakona o obrambi, rečeno je bilo, da naj bi vendarle bil danes na vladi, pa se to ni zgodilo, kje pa se pravzaprav zatika? Nikjer se ne zatika, pomembno pa je, ker gre za tako ključen zakon, ki tudi terja dvotretjinsko podporo, da se seveda z njim seznani v primernem trenutku tudi opozicija in da se nanj odzove, tako da gremo torej širše koalicijsko usklajeni potem v obravnavo. Omenili ste finance, zdravstvena ministrica zahteva dodatnih 100 plus 150-160 milijonov. Ste govorili o tem, bo potreben rebalans, finančna ministrica ni ravno navdušena, predvsem pa ne, glede na to, da ni zdravstvena prinesla prav veliko razlogov za ta dodaten denar in pa ukrepov, s katerimi bo izboljšala trenutno stanje. Ne, o teh konkretnih finančnih vprašanjih se danes nismo pogovarjali, bolj neka generalna ocena stanja, tudi povezana z to oceno, ki jo je v tem tednu dal tudi UMAR in kaže na neko stabilno javno finančno stanje in seveda našo zavezo, da tako tudi delujemo v prihodnje. Kaj pa v včerajšnjem sestanku premierja Cerarja s hrvaškim premierjem Plenkovićem, zdelo se je, kot da imamo dve zunanji politiki, minister Erjavec se je obnašal na nek način, premier na drug. Je bilo to predvideno ali je bila to pač vnaprej predvidena igra ali zakaj je v resnici šlo? Ni bilo nikakršne potrebe potem, da bi se danes o tem na vrhu koalicije pogovarjali. Vse koalicijske stranke smo si tukaj enotne, da je treba arbitražo spoštovati in to je naše izhodišče od začetka in bo takšno tudi naprej. Kakšen je bil splen torej včerajšnjega sestanka? Ja, težko komentiram. Mislim, da predsednik vlade kot ključni akter je povedal, če so še kakšna dodatna vprašanja, on neposredno tisti človek za kontakt. Rekli ste, da odhajate na dopust, gospa, ko se sicer kam greste? Nekaj časa bom še v pisarni, ker moram kar nekaj gradiva še pregledati, preštudirati, potem pa upam, da za 14 dni na Hrvaško morje. Hvala lepa, hvala. Imam koalicijo. Še 5 minut. Se pričujem, lahko mečkom bolj se obrne, ker sprašuješ ti, pa se vsi te obračajo. Gospod Jurša, kaj gledate? Kam te me spravili, gor ali dol? Sem gledal kamere, ne mene. Treba bolj kamere gledati, se ne gledali. Ne, ljudi v oči. Torej, gospod Jurša, ta teden je bil kar nekako turbulenten glede zdravstvene ministrice, se je to danes na koaliciji kakorkoli poznalo. So odnosi kakorkoli napeti, se boste sploh lepo kaj dogovorili? Moram priznati, da sem bil presenečen, ko sem prišel na sejo koalicije, da je odnos znotraj koalicijskih partnerjev bil čisto normalen. Celo se mi je zdelo, da je bil predober. Kaj pa pomeni? Niso nič okrcali zaradi izjava. To pomeni, da je bilo kar nekaj besed izrečenih v taki naravi, da smo se lahko tudi malo nasmejali. Gospod predsednik Desusa, Karel Erjavec, je tudi glede arbitraže nekako
povedal, da se ne bi smel premier nikakor sestajati s gospodom Plenkovićem. Ste o tem danes rekli kakršnokoli besedo, da bi bilo včasih kakšen trenutek bolje molčati? Ne, ni bilo niti ena beseda na to temo rečeno, je pa bolj informativno predsednik vlade povedal, kako je v Trstu izgledalo po tistih uradnih pogovorih na večerji. Je Desus že na volitvah, glede na to, kako se je včeraj obnašal vaš prvak, je to zdaj že neka predvolilna ali je to bila neka zunanja politična igra ali zakaj je šlo včeraj, glede na to, da sta vsaj na videz bila neusklajena? Poglejte, mi smo že na kongresu stranke, ki je bil v začetku leta, povedali, da se pripravljamo na volitve in da je pred nami dejansko predvolilno leto, kar po kalendaru tudi tako izgleda. Pripravi smo, kadrujemo, sestavljamo mozaik kandidatov za naslednje državno-zborske volitve, istočasno pa na nek način sestavljamo tudi mozaik za lokalne volitve. Ampak torej neka ostrejša politika do Hrvaške v odnosu recimo, oziroma v primerjavi s tem, kar govori predsednik vlade, je torej predvolilna poteza? Ne, to ni predvolilna poteza, to je razmišljanje Karla Erjavca kot zunanjega ministra in pač njegovo razmišljanje v tem je tako, kot je. Tu bi rekel hitro, seveda treba se voditi dialog, ampak ne da v samem začetku, pa pred samim srečanjem, pa poveš, da na neko temo ne boš govoril, ki je pač aktualno. In jaz mislim, da se te zadeve počasi razrahljale in da bo tudi Hrvaška prišla do spoznanja, na nek način mora rešiti to vprašanje meje med Slovenijo in Hrvaško. Če ne bo tega rešilo, potem enostavno in preprosto ne bo imela možnosti rešitve drugih mej, ki pa jih ima z vsemi sosedi, razen seveda z Madžari. Rekli ste, da kadrujete, imate morda predlog za novega zdravstvenega ministra, ne podpirate gospe Kolar Celarc, imate kakšen predlog? Ne, odločno vam moram povedati, da je gospa ministrica iz kvote SMC-ja in če se bo predsednik vlade odločil, da zamenja ministrstvo, mi smo jo namreč res pozvali, potem bo SMC mogel dati nadomestno ministrico. Vam pa danes o tem ni niti črknil, ali stoji za njo, ne stoji za njo, kaj? Res, iskreno rečeno, ni črknil niti besede. Ali lahko še samo, kar se tiče zakona o obrambi govora, je bilo o tem, kakšno stališče stranke Desus glede tega, glede predlagane rešitve? Poglejte, mi v stranki, pa tudi osebno, kar od samega začetka spremljam dejansko pripravo tega zakona, bil sem eden od pobudnikov, da bi tokrat v tej sestavi koalicije, ki je prilično številčna, lahko še dobili zraven ostale glasove z opozicijskih strank. Moram reči, da je zakon po naši presoji dokaj dobro pripravljen, povezan je seveda zakon o Slovenski vojski in da bi ga trebalo v tem mandatu le probati sprejeti. Seveda pa moramo razumeti, da treba dvotretjinsko večino. Kaj ste sploh danes? Kaj je bila glavna? Da vrnemo, Glejte, jaz sem pač zadovoljen, da je ministrica za obrambo pač poročala o napredku pri sprejemanju dveh zakonov pomembnih za prenovo v Slovenski vojski, zakon o obrambi in zakon o Slovenski vojski, in je dobila koalicijsko podporo, tako da zdaj na tem, da predstavita tudi opoziciji in da skuša pridobiti 2/3. Seveda je pa naloga na kompletni koaliciji, da poskuša pridobiti 2/3 za sprejem tako pomembnih zakonov. Kar se tiče odnosov s SMC-em, glede tega zakona ni zdaj več težav torej? Mislim, da stranko ne, po mojem nekateri posamezni ministri, ampak veste, vlada je neka krovna organizacija in mora sprejemati odločitev, tudi če kak minister bo proti. Se tudi vam ne zdi potrebno, da bi pred počitnicami razpravljali o zdravstvu? No, meni se pomembno zdi, da zato, ker bomo šli jutri na morje, se zadeve ne bodo same po sebi rešile, ampak nekateri razmišljajo tako, da je verjetno včasih biti, da če smo tiho, da se problemi sami po sebi rešijo, ampak se ne. Vaše stališče podpirate zdravstveno ministrico? Ne, Desus je bil zelo jasen, samo se nekoliko manj, kakšno pa vaše stališče? Ne, jaz bom zelo iskreno povedal, jaz glede na to, da vem, da je do volitev dobrih 5 mesecev, če lahko tako rečem, če odštejem te praznike in tako naprej, da z nekim novim ministrom se nič ne bo spremenilo, to se moramo zadati.
Zdaj moramo si pa zadati, če ostane tako, bomo ugotovili, da v zdravstvu v tem mandatu nismo naredili nič. Kakšno pa vaše stališče do včerajšnjega dvojnega obravnavanja Hrvatov oziroma premierja Plenkovića, premijer Cerar na nek način, zunanji minister Erjavec na drug, vi ste tretji koalicijski partner, kako ste vi to videli? No, mi smo gledali po televiziji, tako da nismo sodelovali v teh nastopih. Jaz moram reči, da podpiram vsakršenkoli dogovor, pogovor z sosednjimi državami in mislim, da tle napenjati mišice zdaj, ko je vsega fertik oziroma končano, da sem lahko izrazil, nima smisla. To torej dve zunanji politiki ali predvolilna poteza? To niso zunanje politike, to so mnenja posameznih politikov. Gospod Han, kam greste na dopust? V Noveljo, na otok Pag, v kamp Straško, kot že 40 let. Tako da, če vam še povem parcelo 326. Hvala.